Kot poudarja Teja Kordiš z novomeškega NIJZ-ja, energijske pijače vsebujejo ogromno sladkorja in veliko drugih škodljivih snovi, denimo kofein in taurin. Mladostniki poleg tega te pijače uživajo željo po budnosti, po boljšem spominu, po hitrejši odzivnosti, ki jo potrebujejo pri igranju računalniških iger, vendar vse to vpliva na krajši spanec, na motnje ritma spanja in posledično tudi na duševno zdravje mladostnikov. Energijske pijače, tako Kordiševa, odsvetujemo predvsem otrokom in mladostnikom. Opozorila bi tudi, da se energijske pijače nikakor ne smejo uživati ob sočasnih telesnih naporih oziroma ob intenzivni športni aktivnosti, saj lahko pride do srčne aritmije ali celo do hujših zapletov delovanja srčne mišice. Ne gre torej za športne napitke, s katerimi nekateri zamenjujejo energijske pijače. Teh pa absolutno ne gre mešati z alkoholom. Po podatkih, s katerimi razpolaga Kordiševa, energijske pijače uživa dobrih 42% mladostnikov pri nas. Pogosto začnejo v zgodnjem otroštvu. Žal moramo povedati, da v energijski pijači, ki ima 25 do 31 mg kofeina v 100 ml, lahko dobi toksično dozo kofeina 25-kilski otrok že z enim odmerkom te pijače. Kot opozarja pediatrinja, pri starših ni zavedanja o nevarnosti energijskih pijač, ki so za otroka živčni stimulans, po drugi strani ga obremenjujejo s prevečno energijo in sladkorjem, ogrozijo ga z debelostjo. Žal v Sloveniji, za razliko od nekaterih drugih evropskih držav, ni starostne omejitve glede nakupa teh pijač. Oglaševanje pa je zelo agresivno, poudarjajo na NIJZ-ju.